Pozdravljeni. Pred nami je ena izmed najbolj znamenitih in pričakovanih velikih nagrad. Velika nagrada Italije. In preden se aktivnosti na progi začnejo, poglejmo si skupaj, kaj moramo vedeti o tokratni dirki v Monzi. Verjamem, da mnogim navdušencem, vključno z menoj, ko slišimo ime Monza, začne srce biti malce drugače. Gre za eno izmed najstarejših prog, tretjo po vrsti za Brooklynom in Indianapolisom, kjer se je pisala zgodovina motošporta, ne samo Formule 1. In ne imenujemo jo zaman tempelj hitrosti. Tu ima vsak ovinek svoje ime ter svoje legende. Pred časom sem že naredil prav posebni prispevek, kjer se popeljemo okrog Monze in tam na vsakem ovinku skušam na hiter ter enostaven način razložiti, zakaj se tako imenuje. Kogar zanima, dobi seveda bližnjico v opisu. Letos novost. Preimenovali bodo verjetno tisti najbolj znani ovinek, Paraboliko. Tega vikenda se bo imenovala Curva Alboreto, po Michelu Alboretu, znanemu vozniku iz bližnjega Milana, ki je zmagoval v 80-ih in kmalu postal svetovni prvak, a kljub vsemu se zapisal v srca mnogih navdušencev. Kolikor ga ne poznate, oziroma hočete ponovno slišati kaj o njem, sem tudi pred časom pripravil njegov portret in tudi ta se nahaja v samem opisu. Pojdimo raje z našim prispevkom naprej, kjer se bomo prvo vrnili v preteklost. V leto 1966, ko so po dolgem času kubature 1500 kubičnih centimetrov pri atmosferskih motorjih to praktično podvojili na 3000. Velika nagrada Italije v Monzi je bila 7. od 9 dirk. Časi so se spremenili do danes in takrat sta bila v boju za naslov svetovnega prvaka le dva voznika. Jack Brabham s svojo ekipo in znanimi motorji Repco ter George Surtees. A Surtees je sredi sezone zapustil Ferrari ter se preselil k ekipi Cooper. Kljub vsemu je imel še možnosti. A na kvalifikacijah so se pokazali prav pri skuderiji Ferrari z najhitrejše. Najhitrejši je bil Bandini, nato Ludovico Scarfiotti. In na sami dirki smo videli kar zanimivo dogajanje, namreč Jack Brabham je imel tehnične težave že takoj na začetku v 7. krogu. In Surteesu se je nasmihala tista možnost, da bi se lahko boril za naslov. Surtees je imel težave v 31. krogu, je odstopil, ker mu je počil rezervoar za gorivo. Ta dirka je posebna zaradi neke druge značilnosti. To je zadnja izmed dirk, kjer smo videli uradno 3 bolide skuderije Ferrari, že omenjeni Scarfiotti, Bandini ter Parks. In na koncu je zmagal Ludovico Scarfiotti po dolgih 391 kilometrih dirke. In Ludovico Scarfiotti je legenda v svetu motošporta. Družinsko je bil v navezi z družino Agnelli, tisto, ki je vstopila v Ferrari, in mnogi so ga obsojali, da je uporabljal prav te zveze, da je dobil sedež. A Ludovico Scarfiotti je bil v svoji generaciji eden izmed najbolj popolnih in vsestranskih voznikov. Vprašajte Maura Forgierja, kaj si je mislil o njem.
On je zatrjeval, da je bil Ludovico Scarfiotti tisti, ki je bil skrivno orožje Ferrarija v gorsko-hitrostnih dirkah, so kot za šalo premagovali Porsche. Scarfiotti s to svojo prvo in edino zmago je dosegel nek mejnik, ki velja še danes. Zadnji Italijan, ki je zmagal s Ferrarijem, in zadnji Italijan, ki je zmagal veliko nagrado. In tisti, ki je bil najbližje temu, da bi ta rekord nekako presegel, je bil že prej citirani Michele Alboreto leta 1988, ko je bil drugi na veliki nagradi Italije za svojim moštvenim kolegom Gerhardom Bergerjem. Pojdimo na značilnosti same proge, kjer bomo kot običajno si ogledali tabelo, ki jo je pripravil Pirelli. In najprej bi vas rad opozoril, da aerodinamično gledano je Monza res nekaj posebnega. Za to dirko morajo ekipe pripraviti prav poseben aerodinamični komplet, pa žal ne pride do izraza na nobeni drugi progi. Mnogokrat ste me verjetno slišali zatrditi, da končna hitrost še ne pomeni hitrega časa na krog. No, tu v Monzi pomeni. Namreč, ukolikor pogledamo tiste vrednosti, bomo videli, da naprimer bočne sile sploh niso tako velike. Tu je res bistveno pospeševati in imeti visoko končno hitrost. Namreč, vidimo, pod kakim stresom so pnevmatike in vidimo, kako močna je sila pospeševanja ter zaviranja, ampak na koncu, kar se tiče tistega oprijema downforcea, vidimo eno izmed najnižjih vrednosti v celotnem cirkusu Formule 1. Torej, specifika, katero si velja zapomniti, in v naslednjih prispevkih si bomo to tudi v praksi ogledali. Kot smo že omenili tudi pri komentarju novic, tu težko pričakujemo kaj več kot en postanek, seveda ob normalnih razmerah. Tista štartno ciljna ravnina je tako dolga in tu dosegajo tako visoke hitrosti, da je izguba časa pri postanku v boksih prevelika, da bi si lahko privoščili dva. Ampak, kot sem že mnogokrat povedal, bistveno je tudi, kakšno bo vreme. In sedaj si ga bomo ogledali. Vremenska napoved je izjemno dobra. V petek bomo imeli lahko kak oblaček, ki se bo razblinil za soboto in nedeljo, torej sončno. Temperature se bodo gibale od 19 pa do 29 stopinj. Bi vas rad opozoril, da 19 je najnižja jutranja temperatura, 29 je pa tista temperatura, ki jo lahko pričakujemo, ko bomo gledali v kvalifikacije, sprint dirko in seveda nedeljsko dirko za veliko nagrado Italije. Kot sem vam povedal, drugič tu bomo gledali ta poizkusni nov format, kar se tiče samih kvalifikacij. In tudi to bo zanimivo. V tej progi, kjer lahko pričakujemo tudi napad na tisti rekordni čas, ki ga je postavil Lewis Hamilton lani. Čeprav bi tu raje malce zavrl vaš entuziazem, namreč letošnji bolidi so bistveno počasnejši od lanskih in kljub ugodnim vremenskim razmeram bomo lahko videli bistveno slabše čase, ampak to ne bo pokvarilo tistega praznika, ki ga imenujemo Velika nagrada Italije. A kar se tiče našega uvodnega prispevka, bo to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.